Kako ste vi obeležili dan slovenskih knjižnic na Jesenicah? Torej, smernice za za praznovanje Dneva slovenskih knjižnic oziroma za celoten teden slovenskih knjižnic je oblikovalo Združenje slovenskih knjižnic. Vsak dan v tednu naj bi bil namenjen enemu področju delovanja splošnih knjižnic v Sloveniji. Vsaka knjižnica je seveda te smernice upoštevala po svojih močeh, po svojih zmožnostih. Glede na to, da se v naši knjižnici dogaja vsak dan nekaj, je pravzaprav tudi ustrezno, da to obeleži praznovanje Dneva slovenskih knjižnic. Konkretno današnji dan pa Danes smo pa gostili dopoldne mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana. Obiskali so ga šestošolci Osnovne šole Prežihovega Voranca. Nocoj smo pa tik pred začetkom literarnega večera, ko bo kolega bibliotekar Jure Sinobat iz Radovljiške knjižnice predstavil svojo knjigo o Miklovi Zali in njenem avtorju Jakobu Sketu. Ob Dnevu slovenskih knjižnic pa tudi posebna prireditev Jureta Sinobada Miklova Zala. Ja, ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic predstavljamo v Občinski knjižnici Jesenice izdajo knjige Miklova Zala avtorja Jureta Sinobada, ki je pravzaprav izdal faksimilirano izdajo povesti Jakoba Sketa Miklova Zala ob 135-letnici prvega izida in pa dodal dramatiziran tekst Jakoba Špicarja v rokopisu. Namreč Jakob Špicar je bil avtor, ki je živel tudi na Jesenicah v času, ko je leta 1909 postavil na oder prvič v slovenskem prostoru Miklovo Zalo. In ker letos mineva 110 let in ker je tematika pravzaprav gledališka, povezuje pa, glede na to, da gre za predstavitev knjige, knjižnico in gledališče, smo združili moči in pripravili to predstavitev ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic in pa kot spremljevalno prireditev k Čufarjevim dnevam, ki se zaključujejo danes zvečer. Magister Jure Sinobad je napisal Miklovo Zalo. Lahko predstavite, kakšna je njena vsebina? Magister Jure Sinobad je pravzaprav izdal to knjigo, napisal pa je povest samo, kot že rečeno, Jakob Sket, dramatizacijo pa Jakob Špicar. Gre za seveda tisto znano povest o Slovenki, koroški Slovenki Miklovi Zali iz Svaten, ki je bila izdana in tako so jo odpeljali Turki v suženjstvo, kjer je preživela v tedanjem Carigradu 7 let in se potem z begom rešila iz tega suženjstva Sultanove palače in prispela nazaj v rodne Svatne. Zadeva, povest sama ima zgodovinsko ozadje in spomin je še danes živ. Povest sama pa je pravzaprav ena od tistih povesti, ki so dejansko še vedno v zavesti slovenstva. Zato ima sama knjiga še toliko večjo vrednost. Jure Sinobad pa je avtor, ki se posebej ukvarja z tovrstnimi tematikami. Poznamo ga predvsem kot avtorja Dežele, torej knjige, v kateri je opisal deželo pod stolom v najširšem domoznanskem smislu, predvsem pa izpostavil tudi te številne pišoče avtorje tega ozemlja.